Dober dan. Danes sem pa kar takoj začel že z disclaimerjem. Osebno sam nisem proti nobenemu režimu prehrane, ki upošteva svetovne smernice in je prilagojen glede na posameznika in je prilagojen na tak način, ko se pač v literaturi to kaže, da je najbolj učinkovito. Se pravi, to smo zdaj razčistili. Nisem proti nobenemu načinu prehrane, če se uporablja takrat in na tak način, ko je treba. Ok, zdaj ko smo se tega rešili, bom se zahvalil še vsem svojim Patreon podpornikom, ki mi izkazujete podporo že več kot pol leta. Tako da hvala lepa za vse vaše nasvete, argumente v skupini, pa pač karkoli, s čimerkoli pomagate, da se moj kanal razvija v to smer, ko se razvija. Ok, zdaj pa začnemo. Veganstvo. Vemo, da ko se ljudje prehranjujejo na tak način, se pravi vegansko, če suplementirajo določene vitamine in minerale, tu pa tam določene aminokisline, predvsem esencialne, bo tudi tak način prehrane šel skozi in se tudi v literaturi kaže, da blagodejno vpliva na določene parametre pač človeškega telesa. Kaj pa otroci, predvsem otroci mater, ki so bile med nosečnostjo in med dojenjem na veganski dieti, in pa otroci, ki so bili od svojega začetka, pač od rojstva, že takoj dani na vegansko dieto. A se pri njih tudi telo razvija optimalno in ali pomaga, če dodajamo vitamine in minerale, ki se na primer kažejo pri odraslih osebah, da če jih dodajamo, pozitivno vplivajo na vegansko dieto. To si bomo v bistvu danes pogledali v tej najnovejši študiji, ki je prva, ki je preiskovala to zadevo. Ok, hitra obnova, preden se spustimo v študijo malo bolj podrobno. Število veganov, pa nasploh veganskih družin po svetu raste, ni pa dobrih študij, oziroma sploh ne vem, če je kakšna študija, ko bi lahko rekel, da je študija, ki kaže vpliv veganske diete pri otrocih, še posebej pri otrocih v razvoju. Zato so se tudi te raziskovalci odločili to študijo narediti. Za subjekte so zbrali 40 otrok iz Finske, vsi so bili iz Finske, prihajali so pa iz veganskih družin, iz vsejedih družin, pa iz vegetarijanskih družin. Povprečna starost otrok je bila 3 leta pa pol, pa mamice so bile že med nosečnostjo veganke oziroma vegetarijanke oziroma vsejede in otroci so bili od začetka svojega rojstva to, kar je pač bila prej njihova mamica. Na vseh otrocih so naredili zelo podrobne krvne analize, seveda s privolitvijo staršev, ker so pač otroci še premali, da bi se strinjali s tem. Moram pa povedati, da so me rezultati mogoče malo šokirali, zaradi tega, ker tudi jaz, če bi me kdo vprašal, ne bi upal staviti v to smer, ko so rezultati šli, ampak bi rekel, da bi bilo malo drugače na koncu. Ok, zdaj pa bolj podrobno. Otrok je bilo 40. Bili so razdeljeni v 3 skupine, 24 je bilo vsejedov, 10 je bilo vegetarijancev in pa 6 veganov. Vsi otroci veganov so bili vegani že od rojstva, isto so mame, ko so dojile 13 do 15 mesecev, bile že veganke. Vsi otroci v študiji, tako vsejedi, tako vegetarijanci, so že ne pili. V glavnem, 1 leto že niso več sesali materinega mleka. Otroci so bili, tudi ko sem že prej omenil, vsi so bili iz Finske, vsi so bili pač Finci, tako da genetika se ne bo preveč razlikovala, niso pa imeli tudi predhodno kakih zdravstvenih težav. Ok, zdaj si pa pogledamo vnos hranil. Pri veganskih otrocih je bil vnos vitamina E precej nižji kot pa pri vegetarijanskih otrocih oziroma pri vsejedih otrocih. Nižji je bil seveda tudi vnos beljakovin, predvsem kvalitetnih beljakovin in pa vnos nasičenih maščobnih kislin, bil pa je višji vnos enkrat nenasičenih in večkrat nenasičenih maščobnih kislin. Pri veganskih otrocih je bil povišan tudi kar močno povišan vnos linolejske kisline v primerjavi z vsejedimi in vegetarijanci. Zdaj pa mogoče, po mojem mnenju, najbolj zaskrbljujoč podatek, da je pri vsejedih otrocih in otrocih, ki so bili na vegetarijanski prehrani, bil holesterol v mejah normale. Pri veganskih otrocih je bil pa holesterol izmerjen samo v sledeh. Pa še mogoče ko je pa tudi isto zaskrbljujoč podatek, je pa, da se količina EPA pa DHA maščobnih kislin, ki jih dobimo iz ribjega olja oziroma pač omega 3, skoraj ni bil zaznaven v krvi pri otrocih, ki so bili vegani. So pa imeli veganski otroci v krvi ful višje količine folata, in pa itak vnos vlaknin je bil višji. Nivoji vitamina B12 so bili pa v vseh skupinah bolj kot ne enaki, celo nekje se je kazalo, da je bil najvišji vnos v skupini, kjer so bili otroci vegani.
so ga pa seveda zaužívali s pomočjo prehranskih dodatkov in najbolj pripomoglo je k temu tudi pijače, ki so bile v bistvu ojačane s tem, oziroma pač ko jim je bilo dodano, naprimer tako da bi rekel mleko, rastlinsko dodatek z vitaminom B12. Na tak način je bil vnos povečan v njihovi prehrani. Tudi naprimer nivoji retinolov in predvsem vitamina A se ni neki ful razlikoval po skupinah, so pa veganski otroci ga vnesli v najvišji količini s pomočjo margarine, ki je imela dodan vitamin A. V 33% primerov se mi zdi, da je. Vse se bojo tule gre zraven zdaj pojavljale skozi slike iz študije, tako da či kaj ne povem čisto točno, si lahko tam pauzirate pa boste videli. Glede holesterola sem že prej sicer nekaj omenil, da je bil zaznan praktično v sledeh, se pravi super nizke količine. In to pomeni za vse holesterole, LDL, HDL, LDLC, HDLC, VLD, vsi holesteroli so bili praktično skoraj nezaznavni, kar pa je zelo slabo. Bomo tudi v nadaljevanju govorili zakaj. Ni pa bilo zaznane nobene razlike pri biosintezi holesterola. To pomeni, metabolizem holesterola se ni razlikoval. Se pravi, če bi ga vnašali, oziroma če bi vnašali določene komponente, ki pol se spremenijo oziroma metabolizirajo v holesterol, bi veganski otroci verjetno to znali narediti, oziroma od telesa veganskih otrok, ampak ker niso vnašali tega, to so predvsem nasičene maščobne kisline, niso imeli v krvi skoraj nič holesterolov. Ok, gremo zdaj pogledati še hormone. Hormoni, kot so naprimer TBPA, tiroksin vezujoči globulin, retinol vezujoči protein, RBP in vitamin D so bili signifikantno nižji pri veganskih otrocih. Čisto vsak izmed 6 otrok iz veganske družine je imel nivoje hormonov, ki sem jih zdaj naštel, signifikantno nižji kot pa drugi dve skupini. Celo nižje od najnižje priporočenih količin. Vitamin A oziroma količina vitamina A je bila pa zadostna le v primeru, ko so bili otroci na vse jedi prehrani. Vitamini in minerali, kot so naprimer jod, cink, feritin, B12, magnezij, so bili načeloma po vseh skupinah bolj kot ne isti. Edino pri B12 se je pokazal 30% upad pri veganskih otrocih, ampak ne pri vseh, eni so imeli celo višjega, ampak to je še kar logično, zaradi tega, ker ga pač težko vneseš pri rastlinski prehrani brez dodatkov. Še aminokislinsko stanje in stanje maščobnih kislin. Predvsem se je pokazalo pri aminokislinah, aminokisline so dejansko gradniki celic, imunskega sistema, skratka pač vsega v telesu bolj kot ne, da pač so imeli vegani čisto mogoče malo nižje nivoje cirkulirajočih esencialnih aminokislin, ko jih pač imamo skozi v krvi. Predvsem se je kazala pa največja razlika v nivojih BCAA, se pravi razvejanih aminokislin. Pri maščobnih kislinah se je pa največ pokazala razlika v količini DHA maščobne kisline, ki so jo imeli v bistvu veganski otroci najmanj, vegetarijanski so imeli zadostno največ in najbolj optimalne nivoje so imeli pa itak otroci, ki so se pač prehranjevali z raznoliko prehrano. Se je pa pokazala tudi zelo visoka vrednost ALA, se pravi rastlinske omega-3 v krvi otrok na veganski dieti. Teta oblika ni zelo biorazpoložljiva, po nekih podatkih se od celokupne količine, ko jo mi vnesemo, naprimer ALA, se sam 2-3% absorbira oziroma spremeni v DHA maščobno kislino. Ampak o tem bom tudi govoril pol. Mi je bilo pa zanimivo tudi to, naprimer, da so se pokazali višji nivoji cirkulirajočih trigliceridov v krvi, pazi zdaj to, pri veganih, ki so vnašali manj oziroma skoraj nič nasičenih maščobnih kislin, so imeli najvišje nivoje trigliceridov v krvi. Ko gremo zdaj kar naprej, da ne tule preveč za jadro nasičene maščobne kisline, pa zakaj jih nujno potrebujemo določene nivoje, si gremo kar pogledati, kaj pa je v bistvu to pomenilo za razvoj oziroma pač za razvoj telesa otrok. Prva stvar, ko mi je bila ful zanimiva, je to, da so raziskovalci poudarili slabo vizualno stanje otrok na veganski dieti, se pravi dejansko, kako otroci veganov izgledajo, in so zaključili, da je za slab vizualni izgled predvsem krivo pomanjkanje retinolov, vitamina A in vitamina E. Se pravi, je bil že prvo sam izgled veganskih otrok slabši, kot pa izgled otrok vegetarijancev oziroma vsejecev. Glede na zelo nizke nivoje holesterola, se raziskovalci v zaključku oziroma v diskusiji sprašujejo, kako dobro je to za otroke, glede na to, da študije pri odraslih sicer kažejo, da malo nižje vrednosti holesterolov, predvsem LDL-C holesterola oziroma delca holesterolov,
vse študije kažejo na bolj pozitiven doprinos k nasploh pač življenju, a ne. Ampak se pa pri študijah pri odraslih kaže, da prenizki nivoji holesterola pa negativno vplivajo na srčno-žilna obolenja, celo povišajo pojavnost kapi. In zdaj, če ti otroci imajo tako nizke nivoje holesterola, da so komaj zaznavni, kaj to pomeni za pač njihovo življenje, oziroma njihov razvoj njihovega telesa. Holesterol, na primer, je najpomembnejša stvar za celično rast, celično delitev, sintezo celične membrane, se pravi, kako bo celična membrana selektivno prepustna za določene stvari, pa kako bo metabolizirala določene substrate, ki jih celica rabi. Zelo, zelo pomembno je pa tudi za obnovo, oziroma niti ne obnovo, predvsem rast in razvoj mielinskih ovojnic v možganih otrok, oziroma vseh nas. Ampak še posebej pri otrocih, ki se jim možgani še razvijajo. Zato skoraj nujno rabimo določene nivoje holesterola. Pokazalo se je tudi na primer zelo poslabšano delovanje žolčne kisline in temu so se tudi raziskovalci v študiji ful posvetili zaradi tega, ker je bil to marker, ki se je najbolj poznal pri vseh treh verzijah prehrane, najbolj pa seveda pri veganski prehrani. Predvsem je žolčna kislina oziroma količina in njena moč oziroma pač njeno delovanje pomembno oziroma je nujno potrebno za sintezo maščobno-topnih vitaminov, se pravi vitamin D, vitamin E, vitamin K pa vitamin A. In glih v tem so bili otroci veganov najbolj prikrajšani poleg holesterola, ki se pa tak ali tak sintetizira oziroma prebavlja s pomočjo žolčne kisline. Zdaj, sam žolč oziroma žolčna kislina je pomembna tudi za optimalno delovanje nasploh celega endokrinnega sistema, sintezo določenih oziroma kar večino hormonov in pa črevesno-možgansko povezavo, ki se kaže za vedno bolj pomembno v literaturi. Vitamini pa minerali, ko sem jih omenil že prej, se pravi cink, folat, magnezij, vitamin B12 so bili pri veganskih otrocih celo najdeni v višjih količinah, zaradi tega, ker so jih pač starši ful pametno suplementirali. Se pa kaže, na primer, da v novejših študijah, ko so tudi omenjene v tej študiji, da je predvsem iz vidika neurokognitivnega zdravja zelo pomembno razmerje med folatom pa med vitaminom B12. In če je folata tako veliko, kot je bilo pri teh otrocih, zdaj nisem ziher, ampak mislim, da sem videl številko 982%, se pravi, da so bile količine v takih nivojih, B vitamin je bil pa pri nekaterih nižje, ne. In razmerje med tem dvema lahko močno poslabša delovanje kognitivnega oziroma razvoj kognitivnega zdravja oziroma nasploh pač kognitivnih sposobnosti. Pri vnosu beljakovin se je sicer pri veganskih otrocih pokazalo, da so bili starši pametni in so dosegali tiste minimalne meje, ki jih pač svetovne organizacije priporočajo, ampak so kljub temu našli manjše cirkulirajoče vrednosti v krvi, predvsem esencialnih aminokislin in pa itak BCA, tako sem že prej omenil. To pa je verjetno bilo zaradi prvo kakovosti beljakovin, se pravi pač rastlinske niso te kakovostne kot živalske, in pa zaradi tega, ker so raziskovalci dejansko ugotovili, kar bom tudi omenil zdajle proti koncu, da se določene metabolne poti pri otrocih sploh niso razvile. Glede esencialnih aminokislin sem tudi že prej omenil, pokazale so se neke optimalne količine pri otrocih vsejedov, neke zadostne količine pri otrocih vegetarijancev in pa seveda nezadostne količine pri otrocih, ki so bili vegani. Kljub temu, da je bil vnos ALA več kot zadosten, zaradi tega, ker so ga dodajali tudi s prehranskimi dodatki in pa z rastlinsko prehrano, ga lahko dobimo določeno tudi. Tu se je spet pokazalo, kako slaba je konverzija ALA v DHA. Še če si nek genetski frik, da to lahko tvoje telo ful zna delati. Jaz mislim, da sem zasledil, to zdaj ni bilo v tej študiji, to govorim iz spomina, mislim, da je bila najbolj učinkovita konverzija 6%. Se pravi, če vneseš 100 mg ALA olja, oziroma maščobne kisline, se spremeni v telesu v 6 mg omega-3 DHA olja. Tako da, če bi hotel zaužiti to, kar so dnevne smernice, se pravi 250 do 500 mg na dan, lahko si sami izračunate, koliko ALA olja bi mogel zaužiti oziroma maščobne kisline, da bi to lahko naredilo telo. Če si genetski frik. Ne bom pa sploh govoril, kako pomembne so za razvoj, predvsem za razvoj možganov zarodka in pa za razvoj možganov otroka, ki se še razvija do 16. do 18. leta, ko se mu še možgani razvijajo. Zdaj bom v opisu pustil par člankov, ko sem jih napisal glede omega-3 maščobnih kislin, ker je to po mojem mnenju ena izmed najbolj pomembnih pozabljenih komponent, ki jo rabimo mi v prehrani. No in zdaj to, kar sem še rekel, da bom na koncu omenil, kljub temu, da so starši veganov, niso bili za neki teroristi, pa
pa so mučili svoje otroke, sploh nočem tega povedati. Bili so ful pametni, kakor sem jaz videl iz študije, so ful lepo, sam bi suplementiral isto, kot so suplementirali oni. Glih zato sem prej na začetku omenil, da me je rezultat študije zelo presenetil. Jaz sem mislil, da če bojo starši suplementirali otrokom, pa če bojo suplementirali sebi, medtem ko pač so bile nosečke, da bo to dovolj. Ampak dejansko se je pokazalo, da kljub temu, da so suplementirali razen vitaminov, mineralov, ko sem jih prej omenil, so bili nivoji vseh drugih vitaminov, topnih v maščobah, aminokislin, vse, kar smo prej rekli, zelo signifikantno nižji od otrok na vegetarijanski in mesojedi dieti. Se pravi, starši so naredili vse prav, ampak telo enostavno, zaradi tega, ker nima tiste živalske komponente, ne zna razviti metabolnih poti. Predvsem je bila tu v veliki meri kriva tudi žolčna kislina, naprimer, tako smo prej rekli, ker žolčnik oziroma žolč ni deloval tako, je treba in dejansko telo ni znalo sintetizirati kolesterola, maščob, topnih vitaminov, pa pol pač, kar smo rekli, pa vse omega-3 pa to. Tako da, to me je najbolj presenetilo pri tej študiji, da je dejansko prva študija, ko je pokazala, da veganska dieta poslabša oziroma ne nauči telesa metabolizirati esencialnih hranil v telesu. Ok, zdaj pa še čisto na kratko, kaj so v zaključku povedali raziskovalci. To ni nič mojega mnenja zdaj zraven, to so povedali raziskovalci. Strinjali so se vsi, da je bila študija zelo kvalitetno narejena, ampak je bila narejena na malem številu otrok in da kličejo po pozornosti oziroma po tem, da je zelo pomembno, da se začnejo delati študije tudi na otrocih, ki vsebujejo več osebkov, pa trajajo bolj dolgo časa. Zelo močno so pa tudi zatrdili, vsaj meni se je tako zdelo, da podatkov veganskega prehranskega načina, ki so bili v študijah pokazani, da imajo pozitivne učinke, to sploh nič nisem rekel, ampak na odraslih ne moramo ekstrapolirati na otroke, zaradi tega, ker so zelo slabe študije oziroma ni študij. To je bila prva kvalitetna študija, ko jo lahko damo na stran, ki ne kaže, da veganska dieta zelo super pomaga otrokom. So pa dodali še, da preden da lahko kakršnokoli priporočilo damo, da je veganska dieta super za otroke oziroma za nosečnice tudi, bo trajalo še kar par let pa par študij, da bi se lahko to pokazalo, kar pa se zaenkrat ne kaže. Ok, zdaj pa še moj zaključek. Se pravi, to pa je moje mnenje, glede na prakso, pa glede na študije, pa glede na podatke, ki jih imam v svojih možganih. Še enkrat, nisem proti nobenemu prehranskemu načinu. Pišem jedilnike za vegane, pišem jedilnike za vegetarijance, pišem jedilnike za vse jede, pišem jedilnike za karnivor prehrano, za keto prehrano, karkoli ti ugaja. Tako da, proti nobenemu načinu prehrane nisem, če se uporablja pametno in če se zgodi neka velika sprememba, ko greš na tisti prehranski režim, da se posvetuješ s prehranskim svetovalcem in zdravnikom, pa da skupaj nekaj rešite. Že zadnjič sem na Instagram napisal, da so za mene, oziroma da bi mogli vsi, po mojem mnenju, tiste ljudi, ko svoje živali, štirinožce, mačke, kužije, hranijo z vegansko prehrano, z veganskimi briketi, prijaviti na kamorkoli se pač to prijavi za mučenje živali. Zaradi tega, ker se ni sama žival, ki je po naravi mesojed, odločila, da bo pa ona šla zaradi okolja, zaradi česarkoli pač imaš ti filozofijo na vegansko prehrano. Teda to je po mojem mnenju mučenje živali in se ne bi smelo dovoliti. In isto je pri otrocih. Zdaj ne me narobe razumeti, jaz ne enačim, da me ne bo kdo zdaj zaradi tega napadal otroke z živalimi, ampak hočem sam povedati, da otrok se ni strinjal oziroma ti ni dal dovoljenja, da mu ti spremeniš prehrano, ki je dejansko ekstremna verzija prehrane. Tako so tudi vse keto, zdaj govorimo o moji definiciji, je to ekstremni način prehrane, otrok ti ni dal dovoljenja. Se pravi, to je poseganje v njegove pravice. On ti lahko da dovoljenje, ko je star 16-18 let, ko ve, kaj govori, oziroma kolikor toliko ve, kaj govori. V glavnem, po mojem mnenju, nimamo pravice otrokom spreminjati načina prehrane na tak ekstremen način, če nam to ne priporoča zdravnik in prehranski svetovalec zaradi kakršnega koli stanja. Se pravi, to ne velja za vse, ampak za večino. Otrokom nimaš pravice spreminjati prehrane na tak način. Zdaj pa to ne velja samo za dojenčke oziroma otroke, ko še ne znajo govoriti, ampak vse otroke do 16. Jaz osebno bi sam potegnil celo do 18. leta. Itak upoštevaš njegove želje, ko ti on začne nazaj povedati svoje mnenje glede prehrane pa to. Ampak do 16. oziroma 18. leta, pa še malo dlje, se že samo možgani se razvijajo do 25. leta. Se pravi, do 18. leta, če mu ti ne spremeniš prehrane, oziroma do 16. bo njegovo telo verjetno razvilo vse metabolne poti, ki so potrebne, da bo pol ob kakršnem koli spremembi prehrane, ko je malo bolj ekstremna, kakršnakoli, ne samo veganska, bo njegovo telo znalo na tisti prehrani
vse stvari metabolizirati, ko je treba. Če boš pa ti kot mamica, oziroma nasploh kot družina, če boste vi vegani in boš ti, ko boš njega nosila, veganka, tudi če bo suplementirala sama sebi. Če ga boš pol, ne vem, 15, 16, 17 mesecev dojila, pa če boš pol pač otroka pustila, oziroma če boste pol otroka pustili na veganski dieti, se očitno skozi to zelo kvalitetno študijo je pokazalo, da je to zelo slabo za razvoj otroka. Zdaj pa sam še to bi na koncu rad dodal, da ta študija je bila prva študija, ki je to pokazala, je bila sicer zelo kvalitetna, ampak je bila na malo osebkih. Zato še vseeno jaz ne morem tega ekstrapolirati na svetovno oziroma na večinsko populacijo, ampak hočem, za tem vlogom nisem hotel nič kaj govoriti čez vegansko dieto, ampak sam prikazati, da mogoče pa ni vse tako lepo, ko se sliši na starejši populaciji oziroma na populaciji, ki se ne razvija več, da mogoče otrokom oziroma otročičkom lahko naredimo pa več škode, ko pa koristi. Teda sam to sem hotel poudariti, da zelo, zelo pazljivo v to in da jaz mamicam, ki so noseče oziroma malo pred nosečnostjo in pa otrokom v razvoju ne priporočam nobene ekstremne oblike. Tudi carnivore diete ne bi priporočil, tudi keto diete ne bi priporočil. Se pravi, nobene ekstremne oblike diet, če že moramo posegati v njihovo prehrano. Hvala za ogled. Zdaj, če vam je bil video všeč, bi bilo fajn, če ga kdo deli, tudi zaradi tega, ker se mi zdi ta tema kar pomembna, pa glede na to, da je pač to čist bolj kot ne na novo. Če ti pa seveda ni bil všeč, zato ko se ti je zazdelo, da karkoli hočem govoriti čez vegansko dieto oziroma določene načine prehrane, pa prosim pač tudi pusti komentar, da vidim, kaj sem res narobe rekel. Ker pač ni bil moj namen prikazati veganske diete kot slabe diete nasploh. Fajn bote, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!